Lep dober dan. Jaz sem rada praktično naravnana, zato ko bomo malček bolj praktično se tole lotili, ker jaz pravim zmeri. Besede so potrebne, ampak dejanja so pa tista, ki učijo. Se pravi, izkustveno učenje je tisto, ki nas najbolj opolnomoči, da sami preizkusimo neke stvari in vidimo, ali nam to odgovarja, nam ne odgovarja, ali je to za nas ali ni za nas. Tako da bom pa na hitro preletela par stvari, samo za začetek, toliko, da naredim en majhen background tega našega programa Vadba za boljše psihofizično počutje z elementi mindfulnessa. Jaz nerada uporabljam ime čuječnost, prevod bo čuječnost, ker mi ni ravno všečna, zato zmeraj ostajam rajši pri mindfulnessu. Torej, na Ljudski univerzi smo že leta 2017 ugotovili, da pravzaprav starejšim primanjkuje ena taka aktivnost, ki je malček drugačna, ki je taka, ki jih tako psihično kot fizično malček podkrepi, da se čutijo še zmeraj v bistvu in. No in 2017 je potem bil tudi razpisan projekt Večgeneracijski center, katerega smo bili z Ljudsko univerzo skupaj. In točno v okviru tega projekta smo začeli to zadevo izvajati. Ko se je pa projekt zaključil, je pa postal ta program tako prepoznaven, da smo se potrudili, da v bistvu ga nadaljujemo tudi sedaj. In ker financiranja iz projekta ni več, je to financirajo to 3 naše občine. Samo na hitro, da preletim. 2017, ko smo ga prvič razpisali, smo rekli, ok, pa dajmo probati, čeprav vemo, da je to potreba. In smo začeli najprej v občini Tolmin, kjer smo najprej pridobili samo 12 udeleženk. Rečem samo, ampak to je bilo v bistvu celoten razred, kolikor pač imamo na razpolago kapaciteto za ljudi noter dati. Potem smo rekli, gremo še v občino Kobarid preizkusiti. Občina Kobarid je nekako manj odzivna, veliko manj odzivna kot občina Tolmin. In že v januarju smo dobili 14 udeleženk. V 2018, ko smo začeli septembra z novim šolskim letom, je bilo v Kobaridu že 20 udeleženk. Seveda v Tolminu smo imeli še vedno 12, kar je pomenilo poln razred. No in če gremo naprej, se pravi v letu 2019 jih je bilo v Kobaridu že 30, plus v Tolminu seveda 12. Ko smo začeli pa na online, seveda je število še poraslo. Moram pa reči, da pri online zadevi je bilo tako, da nekateri so odpadli, nekateri so prišli pa na novo noter. Nekateri se res niso imeli resursov, da bi se povezali, ali niso imeli računalnika, ali telefončka, ali karkoli, tako da jim je v bistvu ta zadeva preprečila, da bi se nam priključili. Torej, na čemu smo gradili? Danes smo pravzaprav v plenarnem delu slišali ogromno stvari, ki sem jih zelo pozorno poslušala in pravzaprav videla, da ogromno od tega pravzaprav imamo vpleteno tudi v to našo vadbo. In gradili smo od vsega začetka na 3 gradnikih. Prva je bilo kot fizične vaje, drugo je bilo zavestno dihanje in tretje usmerjena pozornost. Vse to smo že slišali. In od vsega tega smo slišali tudi, kakšni so pravzaprav plusi, če to delamo. In mojstri pravijo, da samo 30% nam prinese, če samo fizično vadimo. Samo 30% nam prinese, če samo zavestno dihamo. In samo 40% nam prinese, če usmerjamo Če vse to združimo, pa nastane nekaj drugega. Torej, dihanje. Človek v današnjem času prehitro diha. Zato, ker je ves čas bombardiran z 1001 informacijo in raziskave kažejo, da človek na dan zadiha vsaj 20.000-krat ali več. Normalen dih človeka naj bi bil 6 do 7-krat na minuto. To pomeni vsaj polovica manj od tega. Čim imamo hiter dih, pomeni imamo hiter srčni utrip, pomeni, da imamo vse stvari se povečajo,
ne, adrenalin, kortizol, vse gre gor, ne. Ko pa mi dih umirimo, se pa te stvari umirijo. In dihanje je skrito orodje, ki ga imamo vedno s sabo. Če ga znamo uporabljati, smo obvladali pravzaprav celotno telo. Od imunskega sistema, srčnega utripa, pritiska, ampak ne bi o tem razlagala, ker so mojstri že pred tem v bistvu o tem govorili. No in ravno v času covida, takrat je bilo pri starejših najbolj prisoten strah, predvsem pa še nad strahom je nemoč. Torej, niso vedeli, kaj narediti. Popolnoma so bili nemočni. In na tem pravzaprav smo tudi začeli delati in to najprej s pomočjo načina dihanja in še vseh ostalih komponent, ki jih bomo kasneje tam na prestolu vam bom jaz to pokazala, vi boste pa meni sledili. Torej, v času covida smo se učili obvladovati predvsem nemoč, strah in jezo. To so čustva, ki je dobro, da so prisotna, vendar ne v taki meri, kot so bila takrat prisotna. No in poudarek je bil pravzaprav na holističnem pristopu. Torej, ne samo ena zadeva, ampak več stvari združenih skupaj, kot boste videli tukaj. In prisotni so bili elementi čuječnosti, ki pravzaprav pomagajo človeku, da se lahko umiri, da razume, kaj se v njemu dogaja, da se razume, kaj je tisto, kar prihaja od zunaj noter, da ga pravzaprav moti, da so zunanji motilci in tako naprej. In delali smo pravzaprav na samoopazovanju. Poleg, se pravi, self-awareness, samoopazovanju. Vidim, da vas glasba zelo lepo pomerja, mi je všeč, zato je tudi v ozadju. Se pravi, torej s pomočjo različnih tehnik smo poskušali aplicirati vse to v to vadbo, ki smo jo izvajali. Zdaj bomo pa naredili tako, da bom jaz šla na tisti stolček, imam osebnega asistenta in bomo skupaj naredili par vaj, tako da boste videli, kako smo pravzaprav to delali. To je starejša ciljna skupina, to pomeni, da so starejši, ki niso, bom rekla, full fit, ampak so še zmeri fit. Kajti najstarejša udeleženka v tem projektu oziroma programu je imela 93 let in je svojo hčero 70 let preganjala vsak četrtek, da imaš, gremo telovati. Ampak to se ne zmišljuje, to sem jaz dejansko preko Zooma slišala. V glavnem, gremo najprej z prvo vajo, gremo prvo dihanje. Najprej se usedemo tako, da imamo vzravnalno hrbtenico, se ne naslanjamo, ker če ne se hrbtenica upogne, ne grejo kanalčki lepo gor skozi. Roke damo tukaj, lahko jih obrnemo navzgor. Skaj so roke, ponovadi pravijo vsi, obrnite roke navzgor. En razlog sigurno mora biti, ne? Zato, ker se ta del tukaj noter sprosti. Če jih imamo tako, obrnite jih na drugo stran, a začutite rahlo tenzijo tukaj gor. In to je tudi vzrok, da se v bistvu sprostijo ti delčki tukaj noter. In zdaj bomo šli dihanje 4-4-6-4, kaj to pomeni? To pomeni, da bo naš izdih daljši, kot je vdih. To pomeni, da bomo mi z daljšim izdihom izdihnili ves zrak iz telesa, bomo izdihnili ves ogljikov dioksid ven in bomo stisnili ta del, s tem bomo zmasirali zgornji del pljuč, prepono in tako naprej in dali zopet prostor zraku, kisiku, da napolni pljuča, gre v krvni obtok, gre v možgančke in se dogaja tako, kot je razlagal zadnji na plenarnem delu doktor, da začne možgančke delati. Jaz bom štela, do 4 je vdih, 4 zadržimo dih, 6 izdih, 4 zadržimo dih in ponovimo 3 kroge. Če slučajno bo komu neprijetno, se lahko ustavi, zadiha in gre naprej. Zapremo oči in najprej pozornost usmerimo v naš sedalni del in poskušamo dobiti center. Nekateri smo bolj naprej nagnjeni, nekateri bolj nazaj in najprej poiščemo
izdih. In sprostimo ramenski obroč. Gremo na naslednjo vajo. Zdaj bomo ustali in naredili sami pri sebi en preizkus. Ustanemo in se počasi nagnemo navzdol in si zapomnimo točko, do katere bomo prišli. Tako da se ponovno ustavim gor in se usedemo. Čeljustni sklep je eden najbolj močnejših mišic, ki jih ima naše telo. Jasno, se jemo. Ampak čeljustni sklep je tudi tista zadeva, ki jo največkrat tiščujemo skupaj in smo vsi zakrčeni. Potem se zakrčimo še tukaj in bolj začne glava boleti, pa se čudno počutimo, pa tako naprej. Bomo zdaj naredili sproščanje čeljustnega sklepa, popolnoma enostavno. Poiščemo tukaj, kjer se nam pregiba. Odpremo rahlo usta in začnemo masažo. Zapremo oči, dihamo tokrat skozi usta. Ko začnete izdihati, pomeni, da ste sprostili čeljustni sklep. Z rokami gremo na nasišče in ga nežno premikamo, tako kot da bi hoteli lasuljo premakniti. Premaknemo prste, zopet premikamo, pa zopet premaknemo, pa zopet premikamo. Ne božamo nasišča, ampak ga premikamo na različnih pozicijah. Premikamo naprej, nazaj. Tega še malo zmasiramo, enako prisotnih točk, ki vpliva tudi na naše notranje organe. Vdih skozi nos, izdih skozi usta. Zdaj gremo pa usklajeno gibanje in dihanje. To je tudi bistvo teh vaj pri vadbi za boljše psihofizično počutje, da pravzaprav uskladimo naše lastno dihanje z gibanjem, ki ga počnemo. To je kardio vadba, aerobna vadba, to je drugačna vadba, super vadba, komu odgovarja enkratno. Ta je usklajenost. Razširimo rahlo noge, se primemo za kolena in začnemo najprej z izbočenjem hrbtenice. Najprej dihamo ves čas skozi nos na trebušno prepono. Se pravi, vdih, gremo z
pa da vsi enako delate, pomeni, da ne delate, kako je treba. Ne verjamem, da imamo vsi enak dih. In to je tudi bistvo. Bistvo tega načina vadbe je to, da zapremo oči, smo sami s sabo, se fokusiramo na dele in mišice, ki pri tej vaji sodelujejo in nas sosed pravzaprav ne briga, ker se moramo ukvarjati sami s sabo. In takrat pride do tiste stvari, da vsak po svoje pokaže način dihanja, gibanja. Vaja povečuje zopet gibljivost naše hrbtenice, vratnih vretenc, odpira prsni koš, da večji zajem zraka, stimulira mišice, nog, rok in predvsem najbolje mišice hrbtnega dela. Še zadnjič. In zaključimo. Gremo naprej. Gremo še vaje v stoječe spanje, da ne bomo samo ker niso ravno primerne za tako zadevo. Vaja je enostavna, zopet damo noge v širino oziroma stopala v širino naših bokov. Poskušamo zapreti oči in zopet iščemo pravzaprav center v naših nogah. To pomeni, da nismo ne na prstih, ne na petih, ampak imamo zadevo plosko na tleh. Imamo zaprte oči, vsak naj se vpraša, kdaj je nazadnjič, se tako vprašaj, kako stoji. Rahlo pokrčimo kolena, sprostimo ramenski del in začnemo nihati v kolenskem delu. Ne odskakujemo, ampak samo nihamo. Še vedno smo v centru, roke so sproščene, jih ne usmerjamo, ampak jim pustimo, da same delajo. Ne delamo tega, ampak pustimo, da same nekaj skačejo, tako kot jih paše. Imamo zaprte oči, kaj dela sosed, dela kar zmore vsak, a ne, tako da se ne primerjamo. Zdaj bomo pa našo še vedno, ves čas delamo to, pa pozornost usmerimo v naše sedaljne mišice in jih poskušamo sprostiti, da delajo kar pač hočejo. Misel prenesemo na trebušne mišice, jih sprostimo, dovolimo, da skačejo, kot jih paše. In zopet kontroliramo ramenski obroč, se zopet po mojem zapletju, na sedaljne mišice, preverimo te trebušne mišice. In nadaljujemo. Vajo, če jo delamo enih 5-10 minut, vaja je enakovredna popolnemu joggingu. Ja, v bistvu lahko jo izvajamo kot za stres. Se pravi, ko smo tudi pod stresom, gremo in se sproščamo. Ramenski obroč. In zaključujemo. Gremo na naslednjo vajo. Vaja za boljši kardiovaskularni sistem. Vaja preprosta, noge zopet narazne, zdaj vas bom pa prosila, da vas ne bom prej poudrala. Vsako pozicijo bomo naredili 9-krat. Začnemo najprej s ploskanjem. Dihamo skozi nos in gremo.
sproščanje v bistvu skritih emocionalnih napetosti. Tega ne priporočam v službi, razen če imate tako, kot imajo Kitajci kakšno sobo, ali ki se obledujejo v veččin. Roke damo v to pozicijo, palec odbijemo pod ostale prste, gremo samo 5krat, drugače se to dela 3 ponovitev po 15. Paziti je treba pa, če ima kdo visok pritisk, da to vajo dela zelo pozorno, da ne prije do problemov. In gremo. Navzgor bomo hitro vdihnili skozi nos in odprli dan. Ko bomo spustili roke dol, bomo skozi usta rekli H, A, H. In vsakrat bolj močno. Pa da slišim, kako izgleda to pri vas. Gremo. 3, 4. Ha, ha! Še bolj glasno. Bravo! Lahko stolite, zaprete oči, kaj vam dela vaše telo. Čutite mravljince, čutite lahko karkoli, to je v bistvu energija, ki se je vas. Zdaj bom mogla pa hitro končati, ker smo že skoraj pri koncu. Torej, program, to je samo delček enega programa. V bistvu program je sestavljen iz različnih ved, od joge, qigonga, pa še marsikaj drugega zraven, tako da so vaje take, ki res dobro delujejo na telo. Torej, kot sem rekla, program sploh ne rabimo reklamirati, reklamira se od ust do ust. V Tolminu imamo omejen vpis, starejša populacija se vedno bolj vpisuje tukaj noter, prednost, bom rekla, COVID-a je bila v tem, da so se starejši res zagreto začeli učiti IKT tehnologije in pravijo, kako so ful zadovoljni, ker sedaj tudi s svojimi otroki lahko komunicirajo, ne samo tukaj. Anketa je pokazala, da si želijo še naprej dela preko Skypa ali pa Zooma, zato ker jim je bolj, kako bi rekla, komotno ali pa bolj pripravno, da se priklopijo doma, delajo, zraven se pa še možje skrivajo v ozadju. Tako da, prišli smo do tega, da se 2 pokažeta, ostali so še zmeraj odzad. Mogoče par mnenj od udeleženk, če jih kar preberete, zelo zanimivo. Kažejo se tudi dejanski, bom rekla, preverjeni pri zdravniku rezultati, pozitivni. Pol so tle še druga mnenja, udeleženke se mogoče malček slabše vidijo, ampak nič za to. Rezultati v slovenskem mednarodnem prostoru. Nacionalni inštitut za javno zdravje nas je sam poiskal, naredil intervju z nami in udeleženkami, še ko smo bili na Skypeu v času COVID-a, in napisal naš članek. Potem so nas iz Firenc klicali, pojma nem, kako je do njih prišlo, in smo ravno tako bili vključeni v projekt DigiMyVet, potem Zveza društev upokojencev Slovenije, tudi ne vem, kako smo prišli do njih, oziroma kako so oni prišli do nas, so nas tudi vključili v projekt Strong Together. Na njihovi spletni strani so posneli tudi video in kar nam je najbolj v čast je to, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje iz Nove Gorice v svojem poročilu za World Health Organization v bistvu tudi omenil naš članek. Mislim, da je to tista ta prava stvar. Kajti učiti pomeni nekoga učiti pomeni samega sebe, se učiti 2krat. In to mislim, da je pravi učitelj. Ni samo to, da ponavljaš eno in isto stvar vsako leto, vsako uro in tako naprej. Stvari se spreminjajo, treba jih je nadgrajevati. In mi smo tisti, ki v bistvu moramo biti radovedni in iskati in dati ljudem. In mogoče še misel,
mojstra mindfulnessa, ki mi je zelo všeč in ki mislim, da je tudi, se opravičujem, ki je v angleščini, je pa v originalu, je to tisto, kar smo pravzaprav mi poskusili dati vsem tem starejšim, ko so bili nemočni, odtrgani od sveta, pod hudim vplivom stresa, televizije in tako naprej, da smo jim dali pravzaprav neko pozornost, smo jih poiskali, smo jih naučili in so pravzaprav zacveteli kot novi cvetovi. Tako da, hvala lepa.